Najlepša hvala. Ob tej priložnosti bi se rada najprej zahvalila sodelavcem Inštituta za arheologijo, ki so mi v veliki meri pripomogli k izidu te knjige, posebej Jani Horvat, Matej Belak, Benjaminu Štularju in Andrej Vičič. Znanstvena monografija je zasnovana na analizi rimskodobnih kamnitih nagrobnih spomenikov. Njihova primarna vloga je sicer bila, da trajnostno označijo mesto pokopa, vendar svojo velikostjo, obliko, izborom okrasa in napisa danes predstavljajo neprecenljiv informacij, tako za arheologe kot zgodovinarje, kot umetnostne zgodovinarje in različne študije, ki obravnavajo različen aspekt rimske družbe. Napis in ikonografski elementi na nagrobnikih so dolgo časa bili primarni predmet raziskav, predvsem znotraj arheoloških disciplin, kot je epigrafika in klasična arheologija, medtem ko sama materialna osnova, se pravi spomeniki, se pravi kamnina, iz katere so narejeni spomeniki, dolgo časa sploh ni bila predmet znanstvenih raziskav. To se je nekako spremenilo v 50. letih 20. stoletja po zaslugi raziskovalca Johna Bryana Ward Perkins, ki se je v svojih analizah sicer rimskodobnih sarkofagov začel ukvarjati z razvojem, ravno z vprašanjem izvora materiala. Rezultat njegovih študij so potem vzpodbudili novo zanimanje za raziskave organiziranosti kamnoseške proizvodnje v Rimskem imperiju. Tukaj gre za nek širši kontekst, gre za vprašanje trgovine s kamnoseškimi izdelki, vpliv naročnika na kamnoseštvo in določanje proizvodnih središč. To pričujoče delo, ki je pred vami, se ravno ukvarja s tem vprašanjem, vprašanjem organizacije kamnoseške proizvodnje nagrobnih spomenikov. Cilj moje raziskave je bil prepoznati za kakšen model gre, in sicer na prostoru, ki se oblikoval na goratem in težko prehodnem območju, kjer so možnosti vodnega transporta kamnitega materiala minimalne. Izhajala sem pa iz predpostavke, da so v času rimske oblasti so se na nekaterih geografskih območjih oblikovala proizvodna središča, ki so za svoje delovanje uporabljale lokalne vir materijala. V našem primeru se je to pokazalo, da gre za apnenec. Prostorsko smo študijo umestili v notranji del nekdanje rimske province Dalmacije, se pravi, danes tu govorimo o prostoru današnje Bosne in Hercegovine, zahodne Srbije in Črne gore. Časovni okvir študije zajema čas med prvim in nekako do konca 3. stoletja. Izkazalo se je, da s posrečeno kombinacijo metod makroskopske petrografske analize kamnin, ki jo opravil dr. Igor Rižnar, arheoloških analiz, se pravi tipološke analize in tudi prostorskih analiz, sem uspela pokazati na obstoj večjega števila proizvodnih središč, ki so za svoje delovanje izkoriščali oziroma uporabljali lokalne vire apnenca. Rezultat te študije je torej ugotovitev in tudi potrditev modela lokalno pogojene kamnoseške proizvodnje. In torej, če strnemo oziroma če povzamemo, predstavljeno delo razkriva, kako je bila organizirana kamnoseška proizvodnja v odmaknjenih delih Rimskega imperija, kjer je možnost vodnega transporta minimalna. Pomen te študije za raziskave v arheologiji vidim predvsem v tem, da ta model, ta predstavljen model je mogoče uporabiti za vse tiste dele rimske države, ki imajo enake oziroma podobne geografske značilnosti. Hvala za pozornost in vabljeni k branju.